Ali najprej ti poveš tehnična določila, potem pa... Lahko. No, pri tehničnih določilih, kakor sem že omenil, zakon o gostinstvu. Vsaka hiša s tradicijo, ker gre tukaj za opravljanje turistične nastanitvene gostinske dejavnosti, mora izpolnjevati pravila v skladu z zakonom o gostinstvu, torej minimalne tehnične pogoje. Zdaj odvisno, ali je to turistična kmetija, ali je to ena sobodajalska nastanitev, ali je to penzion, gostišče. O hotelih ne bomo govorili, ker hoteli imajo večje število sob, zaradi tega tukaj ne pridejo v poštev. V glavnem, v skladu z pravili, ki določajo tak nastanitveni obrat, je prvi pogoj, da mora to izpolniti. Tukaj se potem postopek zaključi s kategorizacijo od 1 do 4 zvezdic oziroma od 1 do 4 jabolk. Potem je pa tukaj ta drugi del, to so pa specifični elementi kakovosti, kakor jim pravimo. To pa je ena dodana vrednost glede na pogoje v skladu z zakonom o gostinstvu. Če zakon o gostinstvu kategorizacija določa nekaj, mi tukaj glede na specifiko tega turističnega produkta dodajamo eno nadgradnjo teh pogojev. No, govorili smo že danes o tem, da število nastanitev ne sme biti večje od 14. Potem tukaj, če v zakonu predpisujejo ogrevanje, ogrevanje vemo, da imamo lahko na plin, na kurilno olje, na drva, na premog. Mi damo recimo dodatno vrednost, če v nastanitvi obstaja krušna peč ali kamin, če se kuri na drva. To so takšni elementi specifike, ki to hišo s tradicijo diferencirajo od ostale turistične ponudbe. No, to bi bilo mogoče v teh tehničnih določilih dovolj zaenkrat. Zdaj bi pa jaz prosila režijo za prvo sliko iz tretjega, ko smo imenovali sklopa. Ocena, povezana z arhitekturo stavbe, je mogoče ena od zahtevnih ocen in je na nek način tudi jedro tega pravilnika. Najprej ocenjujemo ambient stavbe in stavbo samo. Ta mora imeti identitetno likovno podobo, kar pomeni, da odraža kontinuiteto razvoja v nekem prostoru, časovnega prilagajanja naravnim danostim in v okolju gradnje ustvarjenim danostim, kot so socialni, kulturni, gospodarski razvoj, različni kulturni vplivi. Prosim, drugo sliko. Poleg tega, da mora biti stavba identitetna, kar pomeni, da mora biti usklajena z okoljem gradnje, mi, če še enkrat na hitro povem, ločimo v slovenskem prostoru primorsko stavbo od gorenjske, dolenjske, notranjske in tako naprej, enako mora biti s to stavbo usklajen tudi vrt in okolje. Če obravnavamo baročni dvorec, potem je idealno, da je v tem stilu tudi vrt. Če obravnavamo kmečko domačijo, da najdemo okolico in vrt tradicionalno oblikovano, da sem ne zaidejo razne mestne rastline, kot so okrasni javori in drugo rastlinje. To pomeni, da ne samo stavba, tudi okolica mora odražati tradicijo in upenjanje v določen prostor okolja, v katerem stoji. Naslednjo sliko, prosim. Poleg tega, da ocenjujemo stavbo na zunaj, ocenjujemo tudi njeno notranjost. Vsi prostori v objektu, ki so namenjeni, predvsem tisti, ki so namenjeni gostom, morajo imeti nepremično in premično opremo v sozvočju z likovno podobo stavbe. Če gre za kmečko hišo iz 19. stoletja, to pomeni, da mora biti tudi njena notranja oprema kmečka in naj bi pripadala tudi temu času. Nepremična likovna oprema, da razložim, so tla, stene in strop, premična pa vsa ostala oprema od klopi do stolov, miz, postelj in tako naprej.
poleg samega objekta oziroma objektov, kjer se gostje zadržujejo in stanujejo domači, morajo biti v tem stilu urejeni tudi vsi pomožni objekti. To pomeni, da ocenjujemo tudi kakovost in identiteto vseh objektov, tudi tistih, ki niso namenjeni neposredni uporabi gosta. Naprej, prosim. Za naslednjo sliko bi prosila. Ocenjujemo tudi, da so v stavbi prevladujoča tradicionalna gradiva, tista gradiva, ki so jih naši predniki nabrali v okolju gradnje in jih predelali v stavbna gradiva. Čeprav so stavbe prenovljene, vemo, da moramo tudi sodobnimi novimi pristopi v te objekte, posebej, če že vgrajujemo kopalne enote in sodobne kuhinje, ampak pazimo, da je te gradiv čim manj in da so v to stavbo vključeni nemoteče. Naslednjo sliko, prosim. Novi objekti. Gotovo gre razvoj naprej in hiša s tradicijo ravno predstavlja to kontinuiteto. Novim objektom lahko tudi dodamo nove stavbe, seveda, ampak te nove stavbe morajo odražati kakovostno vez med starim in novim. To pomeni, da so nove stavbe oblikovane v nekem sozvočju z starimi objekti. Se pravi, da ocenjujemo tudi nove objekte. Vez med preteklostjo in sedanjostjo pa se mora odslikati tudi v notranji opremi. Mi vemo, da marsikatera domačija, hiša ali dvorec, ki bi danes želel sprejeti goste, nima več stare opreme oziroma podedovane opreme, ker je bila tako ali drugače uničena in je potem potrebno temu primerno oblikovati novo in sodobno. Lepo je, če je tudi tukaj vzpostavljena tista vez med preteklostjo in sedanjostjo, kar je v bistvu najtežje in moram reči, da ponavadi lastniki temu niso kos brez sodelovanja strokovnjakov, etnologov in arhitektov. Naslednjo sliko, prosim. Poleg tega pa ocenjujemo pri stavbah še tisto dodano vrednost, ki prinese v bistvu neki domačiji mogoče kakšno točko več, ampak zaradi tega ni rečeno, da bo izpadla iz članstva ali pa da je ne bi včlanili. To so tiste posebne likovne vrednosti, ki v bistvu stavbe napravijo še bolj zanimive, bodisi da so to slikarski, kiparski, rezbarski, umetnostno izdelani izdelki, ki so lahko stavbni členi ali pa sestavni deli notranje opreme. Naprej, prosim. Poleg tega seveda, kot smo danes že slišali, delno odgovor na vprašanje naše poslušalke, ocenjujemo število nastanitvenih enot. Čim manj nastanitvenih enot je več točk domačija. Želimo, da bi bile kopalnice v vsaki nastanitveni enoti seveda primerno opremljene in oblikovane, da je v teh nastanitvenih enotah primerna kakovost sanitarij, predvsem v tistih skupnih prostorih. Tukaj se moramo nekako uskladiti tudi z obstoječimi pravilniki in predpisi. Potem ocenjujemo izbrano energijo za ogrevanje, kako so tehnični aparati, mi vemo, da danes brez njih ne moremo, vključujejo v to okolje in še cel niz drobnih elementov je, ki jih pravzaprav ne bi naštevala in nas tem obremenjevala, ki jih ravno tako pozorno popišemo oziroma ocenimo z točkami. Naslednja slika, prosim. Posebno pomembna ocena, ki je pravzaprav pa povezana na nek drug sklop, če se delno od arhitekture, njene zunanjosti, ureditve vrta, notranje opreme oddaljimo, je pa to kultura in način bivanja. Ocenjujemo sprejem gostov, kakšne so osebe, ki prihajajo v stik z gosti, ali poznajo kulturno dediščino objekta in kraja, ali poznajo vključevanje dediščine v sedanjost, kako so oblečeni, ali znajo tuje jezike, ali je v hiši propagandno gradivo, skratka, cel kup drobnih informacij o samih lastnikih. Tudi komunikativnost, prijaznost so tiste osnovne vrline, ki prinesejo lastnikom takih domačij.
določene točke. Naslednja slika, prosim. Tudi način življenja in dela v hiši naj bi odražal vpetost tradicije in kontinuiteto dediščine. V sami ponudbi morajo biti razpoznavne jedi, lokalno razpoznavne jedi in pijače. Vemo, da je Slovenija zelo bogata in da imamo toliko, kot imamo različnih narečij, pa toliko, kot imamo različnih pokrajin, naravnih danosti, tudi različnih jedi. In idealno je, če so te jedi tudi na mizi domačije, ki sprejema goste. Potem ocenjujemo tudi oblikovanje jedilnikov, vinskih kart in pa tudi, kako so na vasi ljudje sami povezani z rituali, z tradicijo kraja. Lepo je, če se lahko gostje tudi udeležijo kakšnega posebnega praznika, kot so koline, kot je žegnanje in tako dalje. Naslednjo sliko, prosim. Naslednjo sliko bi prosila. Dodana vrednost neki domačiji, ki trži svojo kulturno dediščino, so tudi tista drobna pričevanja preteklosti družinskih članov, ali so to pričevanja krajevne ali hišne zgodovine s fotografijami, z drobnimi starimi predmeti. Se pravi, da je lepo, če so stavbe oplemenitene za zbirko pričevanj hišne ali krajevne dediščine, vendar opozarjam, da mora biti dediščina na pravem mestu. Če imamo veliko, na primer, kmečkih orodij in vozov, potem je prav, da te najdejo svoj prostor v kakšnem skednju ali kozolcu, ki ne služijo več sodobnemu namenu, nikakor pa ne smemo v njih urediti cvetlična korita in z njimi oplemenititi naš vrt in zunanjost okolja. Dodana vrednost vsaki hiši s tradicijo so seveda tudi naravne danosti. V lepšem okolju je locirana domačija, več možnosti ima, da bojo gostje radi prihajali v to domačijo in se vanjo tudi vračali. Vem, da je bil marsikdo razočaran, ki ima odlično obnovljeno domačijo, odlično urejeno notranjost, pa je žal sredi nekakovostnega, urbano neurejenega okolja. Moteče so tudi sosednje obrtne delavnice, ker jaz vem, da če nekdo prihaja iskat mir in počitek, da je potem nemogoče, da ga zjutraj ob 6. zbudi kakšen ropot stružnice v sosednji delavnici. Tako da je tudi širše okolje vpliva na to, ali je lahko domačija član tega zavoda HIS Tradicijo, ali se lahko trži kot najvišje kakovostna turistična ponudba. Še enkrat poudarjam, mi danes govorimo o trženju najvišjih kakovosti in sprejemanju in iskanju tistih najbolj petičnih in najbolj zahtevnih gostov. Pričakujem tudi, da s polno denarnico. Krasno je, če je okolica zanimiva, če je tudi veliko spomenikov kulturne dediščine, da so gostje tako ali drugače zaposleni in da se v bistvu tudi na ta način seznanijo z našo kulturo. In mislim, da bo na vrsti zadnja fotografija. Če k temu prištejemo še sklop tistih tehničnih določil, ki jih je uvodoma predstavil Uroš, je ta pravilnik obsežen in moram reči, da ni enostavno postati član tega zavoda HIS Tradicijo. Upam pa, da jih bo vedno več in da bodo tudi naši strokovni nasveti pripomogli k temu, da bodo ljudje začeli pravilno obnavljati svoje domačije in seveda to kulturno dediščino tudi tržiti. Sebi v prid in nam v prid. Hiša s tradicijo, da zaključim, stoji torej na 3 temeljih. Na varstvu kulturne dediščine in varstvu njenih razpoznavnih različnosti, iz dediščine, ki jo prenaša v sedanjost, to se pravi iz kontinuitete razvoja te dediščine, izvira tudi moč naroda in v končni fazi hiše s tradicijo. Hiše ohranja
z turističnim trženjem, to je z ekonomskim virom.